Na posvetu slovenskega zdravstva v luči aktualnih epidemioloških razmer je zdravstvena stroka predlagala odpravo PCT pogoja v bankah, poštah, upravnih enotah in trgovinah. Verjetno se spomnite, da natanko praktično pred 2 letoma, 15. februarja, so potrdili v Italiji prve 3 primere novega koronavirusa in od takrat se nam je vsem življenje drastično spremenilo. Od takrat se je v svetu okužilo preko 400 milijonov ljudi, tudi v Sloveniji je do zdaj zbolelo za koronavirusom preko 680 tisoč ljudi. Hkrati je virus vzel tudi na svetu 5 milijonov, skoraj 5 milijonov 800 življenj, od tega 6600, preko 6600 v Sloveniji. Da te številke ne bi naraščale, smo za zaščito zdravja ter tudi zdravstvenega sistema in pa njegovih zaposlenih pogosto sprejemali ukrepe. Te pa so se tako kot virus nenehno spreminjali. Spreminjanje ukrepov in priporočila iz tedna v teden je seveda močno vplivalo na naša življenja, na naš vsakdan in ne nazadnje tudi na naše potrpljenje. Virus, ki neizmerno hitro mutira, predstavlja velik izziv strokovnjakom, ki pa seveda vsakodnevno preučujejo bolezenske simptome, načine prebolevanja in tudi vse druge dejavnike novega koronavirusa ter generirajo priporočila, ki jih seveda potem vlade spreminjajo v ukrepe. Vesel sem, da živim v času izredno napredne in inovativne znanosti, kajti strokovnjaki so v neverjetno kratkem času razvili nova cepiva in pa nova zdravila proti COVID-19 in nam na ta način omogočili drugačen pogled na to bolezen, ki nas je vse, tako kot sem rekel, pred 2 letoma močno zaznamovala. Na tem mestu se seveda iskreno zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli prispevali k razvoju, k raziskovanju, k ozaveščanju in seveda tisto, kar je najpomembneje v teh zadnjih 23 mesecih, k zdravljenju bolnikov. Danes smo vsi skupaj začrtali smer, kako iz primeža virusa. Naš fokus je bil in ostaja zasedenost bolniških postelj, predvsem intenzivnih. Ključna pri sprejemanju ukrepov sta tako zaščita najranljivejših in pa zdravstvenega sistema. Kot Poklukar poudarja, še vedno ni normalno, da imamo v bolnišnicah preko 1000 bolnikov s covidom. Tako na področju primarnega zdravstva, sekundarnega in terciarnega zdravstva. V skladu z zmanjševanjem števila okuženih v bolnišnicah predvidevamo, da se le-te postopno vrnejo k normalnemu delovanju, k kompletnemu izvajanju rednih programov, ki ti so danes 60 do 80% realizirani po podatkih, ki jih dobimo iz bolnišnicah vsakodnevno, in pa seveda k rednemu izvajanju vseh preventivnih programov. Kdaj točno seveda bo to težko končno napovemo, vendar po trenutnih projekcijah bi to lahko dosegli po 10. marcu oziroma okoli sredine naslednjega meseca. Seveda pa je to mogoče, ko bomo v bolnišnicah imeli tam okrog 300 bolnikov, od tega seveda pomeni, da okrog 80 v enotah intenzivne terapije. Kar se tiče sproščanja vseh ostalih ukrepov, sem izredno vesel, hvaležen in ponosen na vse strokovnjake, ki so bili danes na posvetu, kajti razprava je bila res celovita, poglobljena in verjamem, da smo dobili prava sporočila, prave usmeritve, kako se izviti iz trenutne situacije in zaživeti normalnost postopno, ki smo jo poznali pred marcem 2020. Tako smo se danes pogovarjali o postopnem sproščanju PCT-ja, pogovarjali smo se o postopnem ukinjanju testiranja, o spremenjenih protokolih na smučiščih, javnih prevozih, gostinskih lokaljih,
o spremenjenih načinih oziroma še kako drugače bi lahko rekel. Omikron je prinesel veliko število obolelih in še večje število ljudi, ki so v karantenah, kar pa močno vpliva na vsakodnevno življenje. Sproščanja bodo tako na področjih, kjer je prenos okužbe majhen. Če smo imeli v predhodnih valovih epidemije predvsem težave z bolnišničnim okoljem, se je tokrat pokazalo, da lahko virus ohromi tudi splošno populacijo. Veliko število obolelih, še večje število ljudi, ki so v karantenah, seveda močno vpliva na vsakodnevno življenje na vseh področjih, ne samo v področju zdravstva. Tako da tukaj so bile že sprejete nekatere spremembe, nekatere bodo še v naslednjih dneh. Glede na nov karakter samega virusa, za katerega seveda v teh dneh že lahko z gotovostjo trdimo, da povzroča drugačno, blažjo obliko bolezni, kot so jo povzročale predhodne različice, se lahko nekoliko drugače odločamo glede sproščanja ukrepov, kot bi se odločali, če bi bila še vedno prevladujoča različica delta. V tem trenutku je seveda število okuženih v Sloveniji še vedno sorazmerno veliko. Zasedenost bolniških postelj stagnira, se pravi, smo na nekem platoju, tako da če smo v splošni populaciji že prišli do tega, da lahko rečemo, da smo z veliko verjetnostjo že na delu krivulje, ki se spušča, smo v bolnišničnem okolju še vedno nekje na platoju, seveda vemo, da tukaj gre za zaostajanje za splošno populacijo, ampak vseeno je v tem trenutku čas, da se začnemo resno pripravljati na to, da se vrnemo v novo normalnost, da začnemo s sproščanjem ukrepov. Seveda pa je tudi tukaj potrebna določena mera previdnosti in pa postopnosti. Opredelili so torej dejavnosti, kjer je tveganje sorazmerno nizko, da bi prišlo do okužbe. Tista področja, za katere lahko z veliko verjetnostjo rečemo, da je tveganje, da bo prišlo do prenosa okužbe ali med stranko in ponudnikom, ali med strankami, ali med uporabniki, majhno in je zato tukaj sproščanje ukrepov možno. Vemo, da krajši kot je čas stika, manjša je verjetnost, da pride do okužbe, da če gre za sproščanje, če gre za ukrepe, tukaj je bolj varno kot nekje, kjer je stik bistveno daljši. Vemo tudi, da je tveganje okužbe manjše takrat, kadar potekajo aktivnosti v zunanjih okoljih, kot če potekajo v notranjih prostorih. In seveda vemo, da večja kot je gostota ljudi v določenem prostoru, večja je verjetnost, da bo do okužbe prišlo. Še vedno je pomembno, da ščitimo najbolj ogrožene skupine prebivalstva, se pravi, nekako ostajajo nekoliko drugače obravnavana področja zdravstva, socialne varnosti in pa šolstva, medtem ko pri splošnih populaciji pa se trudimo, da se čim prej začnemo vračati v čim bolj normalno okolje. Opredelili smo dejavnosti, za katere smo ocenili, da gre za sorazmerno majhno tveganje, da bi prišlo do okužbe. Med njimi vsekakor ocenjujemo, da je to trgovinska dejavnost, dejavnosti, ki potekajo na bankah, poštah, upravnih enotah, bencinskih servisih in podobno, kjer so stiki kratkotrajni. In za te smo predlagali, da se odpravi pogoj PCT-ja, ohranja pa se seveda pogoj maksimalnega števila ljudi, ki so lahko v določenem prostoru istočasno. Še vedno pa veljajo ukrepi, kot so nošnja mask, razkuževanje rok in higiena kašlja. Kot pravi Beović, se virus še vedno lahko spreminja v smeri večje ali manjše kužnosti. Kužnost je bila kar stopnjevana od alfa, delta različice, sedaj preko omikron različice in podrazličice BA2, tako da v bistvu ne pričakujemo
širjenja virusa, virusne variante, ki bi imel še večjo kužnost. Vprašanje je, kaj se lahko zgodi s to sposobnostjo virusa za povzročanje bolezni. Obstaja razmišljanje oziroma nekateri podatki, ki kažejo na to, da je tudi omikron različica nastala v živalskem rezervoarju, očitno gre za vrsto virusa, se to vemo že zaradi njegovega nastanka, ki ima živalski rezervoar in se spremenjen potem vrača nazaj v človeško populacijo. To je razlog, da nas lahko še čakajo epidemični valovi, ki pa jih bomo, če gledamo malo bolj optimistično, pričakali na eni strani bolj izkušeni, glede ukrepov, kako te valove obvladati, na drugi strani seveda zaščiteni z cepljenjem in prebolevnostjo. S tem seveda opozarjam, da ne eno, ne drugo ni 100-odstotno, da tudi prebolevniki ponovno zbolevajo, tako da nekje vzdrževanje neke imunosti s cepljenjem v prihodnosti še prihaja v poštev. Ob razmišljanju o ukrepih za sproščanje seveda se nekje zavedamo, da je najbrž smiselno, da se ukrepi sproščajo postopno, ker je kroženje virusa še vedno zelo izrazito. Če se spomnite, da bi razlagali o ukrepih, o sproščanju ukrepov pri nekaj tisoč pozitivnih, recimo pred enim letom, bi se slišalo to kot popoln nesmisel. Sedaj ob blažji varianti omikron, ob prebolelih, cepljenih in tudi ob zdravilih je to možno, ampak vendarle je smiselna postopnost, previdnost, zavedanje, da seveda se lahko razmere poslabšajo in takrat bo treba ukrepe uvesti ponovno in z največjo verjetnostjo z naslednjo sezono okužb dihal, ki jo navadno vsako leto doživimo v jesensko-zimskem času. Zdravstvena stroka prav tako predlaga ukinitev karanten ob visoko tveganih stikih in zaustavitev iskanja tveganih stikov okuženega. Karantene so topo orožje, ki smo ga uporabljali ponavadi za zaustavitev širjenja in cel svet jo je uporabljal kar nekaj časa pravzaprav v tej fazi zadrževanja. Karantena ni več primirna glede na trenutno epidemiološko stanje v Sloveniji. Ni primirna glede na invazivnost, ki jo sam ta poseg ima v življenju vsakega posameznega, ni tudi primirna več iz učinkovitosti, ki jo ima ta ukrep na podlagi nove različice omikron in števila. Kljub temu, da se epidemiologi 2 leti maksimalno trudimo, in zahvala vsem mojim kolegicam in kolegom, maksimalno, da smo iskali vse stike, karanteno, predlagali pač na najširši možni paleti, enostavno ta pristop ni več smiseln. Samo učinkovitost pri eni različici, kot je omikron, ne daje tiste rezultate na populacijski ravni, ki bi bili pričakovani. Tako da, kaj? Predlog je seveda, da se iskanje stikov, kakor ga poznamo, sedaj ustavi. Obveščanje strani o visoko tveganem stiku strani obolele osebe ostane na odgovornosti same osebe, da obvesti svoje stike. Ostaja še vedno delujoča aplikacija Ostani zdrav, ki ima še vedno funkcijo, ki bo pomagala pri obveščanju stikov in se karantene ukinejo. Kaj to pomeni? To pomeni še vedno, kot je bilo rečeno prej, seveda, če si bolan, ostani doma, če veš, da si bil v stiku, ravnaj z vsemi higienskimi ukrepi, ki jih poznamo. Eno samo priporočilo je specifično in ostaja v domeni priporočila, ki smo ga epidemiologi predlagali. Vemo, da glede potenciala po okužbi je še vedno največ prenosov v skupnem gospodinjstvu. Torej, največkrat se virus najbolj enostavno prenese na celotno skupno gospodinjstvo. Toda priporočilo bo pa ostalo takšno, da kolikor oseba ve, da je v tveganem stiku, v skupnem gospodinjstvu, predlagamo čim bolj pogosto samotestiranje v času pravzaprav stika in še 7 dni po zadnjem tveganem stiku. Če bo vlada predlog o ukinitvi karantene sprejela, bi to lahko pomenilo, da COVID-19 od 18. februarja ne bo več karantenska bolezen. O postopnem ukinjanju pogoja PCT se bo tako postopno ukinjalo tudi brezplačno hitro testiranje.